Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije Jas, kjer za vas obiskujemo občine v deželi ob Muri z namenom, da vam predstavimo dogajanje v lokalnih skupnostih. No, tokrat smo se ustavili v občini Beltinci, kjer smo pred našo kamero povabili župana, gospoda Viraka. Lepo pozdravljeni pred našim mikrofonom oziroma pred našo kamero. Lepo pozdravljeni, seveda še najlepše pa vaše gledalke in gledalci. Gospod Marko Virak, imeli ste 19. januarja drugo redno sejo občinskega sveta občine Beltinci. Nekako je seja bila usmerjena tudi v kadrovske zadeve, pa morda če za gledalke in gledalce Televizije Jas, predvsem pa za občane in občanke občine Beltinci, pojasnite, kaj vse se je dogajalo na tem občinskem svetu v zvezi z kadrovskimi zadevami. Tako po tisti seveda prvi konstitutivni seji, kjer smo nekako verificirali svoje mandate, torej tako mandate dveh svetnic kot 17 svetnikov in pa tudi mandat župana. Takrat smo seveda tudi potrdili komisijo za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja. Smo na tej drugi seji pa jo imenovali oziroma oblikovali vse tista telesa, tako stalna kot občasna, ki jih po eni strani seveda določata statut in poslovnik, po drugi strani pa tudi nekatera telesa, za katera ugotavljamo, da so še kako potrebna pri delovanju občine, se pravi, da potem tudi zunanji deležniki imajo možnost povedati svoje na teh odborih, komisijah. Kajti seveda ti odbori komisije so sestavljene tako, da je nekako nekje 5 svetnikov, 4 zunanji člani, nekje 3 svetniki, 2 zunanji člana. In ravno nekako to razmerje in pa tudi to, da želimo v občinskem svetu, seveda to, kar imamo izvoljeno, da pa občinski svet ima podporo v teh, lahko povemo, tudi njihovih službah, ne samo v občinski upravi, tudi neko, bom prav, kvaliteto, neko kompetenco ljudi, ki želijo pomagati, da potem res so politične stranke oziroma tudi lista zapolnila ta manjkajoča mesta. Moram se res zahvaliti tako svetnikom kot tem zunanjim članom, da po eni strani seveda so dali soglasje, so se postavili nekako sedaj tudi na tisto mesto, da se ve, kdo bo po posameznih odborih po eni strani tudi deloma kreiral politiko občine in res smo zelo hitro prišli skupaj po teh, da smo nekako zapolnili mesta brez nekega kompliciranja. Torej matematika in formule to se nekako hitro znašli pravo tisto formulo glede na rezultat volitev. Tako, točno tako, to se tudi hotel povedati. Mi že, bom prav, iz prejšnjega mandata, pa tudi morda kdaj v preteklosti, se vedno fokusiramo na volilni rezultat. Po številu mandatov se ta posamezna mesta zapolnijo, seveda ostane tudi kakšna prosta, tudi prihaja do menjav, kajti smo se, jaz verjamem, da v občini Beltinci predvsem v zadnjih 4 letih naučili, da politikovanje ni primerna pot razvoju občine in smo že takrat in tudi sedaj pri oblikovanju, res verjamem, dobili najboljše ljudi na ta mesta, seveda tisti, ki so želeli participatirati pri tem in verjamem tudi, da bo to, tako kot sem povedal, dodana vrednost občinskemu svetu, občini, občinski upravi, pa tudi meni kot županu na vse zadnje. Stroški se povečujejo, pa morda kako je to recimo pri vas pri delovanju zavodov? Se to že tudi pozna pri financiranju zavodov? Zdaj, tako omenjeno, proračun pripravljamo in seveda je logična posledica tudi to vprašanje zavodom, kako bodo pripravili program dela, predvsem pa kakšen bo njihov finančni načrt. In seveda se ugotavlja, da to povišanje tako plač kot vseh ostalih stroškov ne more iti mimo, da se predvsem stroški javnih služb, gospodarskih javnih služb ne bi zvišali. Kajti, če pogledamo recimo strukturo stroškov dela za primer v vrtcu, kjer občina je lastnik in tudi edini financer delovanja, če se tam recimo povišajo stroški za 10-15%, se pravi stroški dela, so pa stroški dela 80% vseh stroškov, potem težko najdeš več kje neke tiste, bom prav, razlike, da ne bi vplivalo to na celotno ceno, tako da se nekako napovedujejo vsi zavodi, kjer je dejansko ta zgodba povezana z izvajanjem nekih javnih služb, povišanje, vendar pa bom povedal tako, bom proračun nastavljali tako, da bomo vsaj v letu 2023 želeli biti čim bolj socialno naravnani, tako da bomo pri subvencijah morda še celo dvignili kak odstotek, da ja ne bi, bom prav, vsa ta povišanja
padla na breme občank in občanov. Tako da to sem tudi svetnikom na zadnji seji nekako malce povedal, da morda proračun v 2023 ne bo tako investicijsko naravnan, kot smo ga bili vajeni, bo morda malo bolj socialno naravnan, kajti ne vem, če se poviša cena za 10, 15, 20%, bo občina sigurno nekaj primaknila zraven, da ne bi ves ta pozitiven vpliv, ki ga morda sicer na prvi pogled vidimo pri dvigu recimo minimalne plače ali pa tudi napredovanje javnem sektorju, takoj izvodenel. Se pa bojim, da ne glede na to, da zvišujemo te plače minimalno ali pa kakorkoli, to prehitro krat izvodeni potem ravno v tem, da se nam pa stroški javnih storitev zvišajo, da se inflacija tako ali tako vidimo, kakva je, ne? In da potem to povišanje ne rezultira v tistem, kar bi si morda želeli, da bi na koncu meseca pa morda kaj več ostalo tudi morda za kaj drugega, za prosti čas na kak drugačen način preživljati. Ampak pravim, občina bo poskušala biti vsaj v letu 2023 morda malo bolj socialna, še kot že itak smo. No. Starši lahko pričakujejo, da bi se ta cena v vrtcu dvignila kaj? Ja, absolutno se bo, ampak poskušali bomo vplivati, da bo ta dvig čim nižji, ampak sigurno je za pričakovati, da se bo malce povišala, kajti ves ta rezultat seveda najprej dviga plač pomočnim vzgojiteljicam, pa prav je tako seveda, da ne bo nekdo razumel, da smo proti dvigu plač, naj se dogaja to, ker si navsezadnje vseh teh letih predvsem v javnem sektorju je prišlo do ogromno nesorazmerij in se sedaj popravljajo. Vsi zaslužijo zaposleni dvig plač, ampak bo se dvignila plača. Ravno verjamem, da naslednji teden, ko bo proračun pripravljen za prvo branje, bo tudi strani vrtca pripravljen končni izračun, ampak nekje je govora približno 10% bi se naj dvignila ekonomska cena. Zdaj, koliko bo pa to, bomo prav tukaj lahko tudi mi pri prvem razredu bomo morda dvignili našo subvencijo, pri ostalih pa bomo poskušali prav to razliko iskati na kak drugačen način, bomo videli, ampak sigurno se bo, kajti vrtec Beltinci posluje na podlagi zakonitih podlag. To je morda, pa ne imate to kot kritiko nekoga, ampak ko poslušamo, da v okolici, ne vem, nekateri imajo cene zelo nizke, te cene najverjetneje niso narejene na podlagi zakonitih podlag v skladu z metodologijami in se potem poslužuje nekaterih drugih ukrepov, ki pa ne pijejo vode, ampak zato je morda tudi včasih primerjava med cenami vrtcev nepravična in bomo pač šli po tem vzoru, da bomo delali zakonito še naprej in zato bo tudi verjetno dvig cene vrtca rezultiral v nekih povišenih, v nekih 10% morda. Na seji občinskega sveta ste tudi izpostavili to industrijsko cono v Beltincih, morda kaj se na tem področju dogaja? Ja, tukaj smo uspeli na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobiti čez 1 milijon evrov sofinancerskih sredstev. To pomeni, da bomo sedaj s temi sredstvi lahko zaključili vsa potrebna dela, ki še manjkajo na teh nekako 5-6 hektarjih, kajti celotna cona takrat, ko so jo umeščali, je bila približno 12 hektarjev. Mi smo jo prav v zadnjih 4 letih kar precej zapolnili, je ostalo nekje polovica in to polovico bomo sedaj s temi sredstvi tudi pripravili do te mere, da bo lahko dana nekako na pladnju potencialnim ponudnikom, investitorjem. In to je prav nekako res blagoslov za vse nas, ki pripravljamo proračun, predvsem pa za našo računovodsko službo, da smo uspeli s tem projektom pridobiti ta prepotrebna sredstva in da po proračun čim manj trpel, ne, se pravi skoraj 100% sofinanciranje, razen seveda plačilo davka in pa morda zaradi nihanj cen na trgu morda kaki povišek, ampak skoraj v celoti bo to plačano iz tega naslova. Prej ste že večkrat omenili proračun, morda če za gledalke in gledalce poveste kaj več, kako daleč je z proračunom za 2023 in seveda tudi za 2024? Ja, kar se proračuna tiče, smo z večino krajevnih skupnosti že uskladili njihove želje. Imeli smo sicer specifiko, da 2 krajevni skupnosti sta imele naknadne volitve, ker v prvem krogu ni bilo zadosti članov, tako da tam se nam je za dober mesec zamaknilo to planiranje, ampak smo sedaj tudi tako na Melincih kot v Lipovcih zaključili, se pravi imamo polnopravne člane in imamo tudi polnopravne krajevne skupnosti, tako da tudi od njih pričakujem, sicer morda v malce bolj kratkem času, odgovore, kaj si želijo, kako vidijo recimo razvoj njihove vasi,
kajti to je tudi moja želja, da krajevne skupnosti povejo najbolj, kar vidijo tiste najbolj neke nujne potrebe ali pa izzive za prihodnost. Na ta način lahko povemo, da tudi občina Beltinci izvaja ta participativni proračun, kajti ogromno idej prihaja iz terena, navsezadnje velika večina proračuna, kar se tiče razvoja posamezne vasi, je itak determinirana strani krajevne skupnosti, strani torej posameznikov. In tukaj smo zelo daleč, moram povedati. Tudi kar se tiče seveda tega socialne note, sem že itak povedal, se bomo posluževali tega, da ne bi preveč velik vpliv povišanja letel direktno na občanke in občane. In jaz verjamem, da bomo vse tako je planiran 9. februarja imeli proračun pripravljen, da bo 9. februarja tudi šel v prvo branje. Potem pa bo seveda sledila javna razprava, nekako kot smo imeli v praksi v prejšnjih letih, da bodo najprej seveda pričakujemo potem odziv javnosti. Po drugi strani se bomo pa vsemi sedaj že oblikovanimi odbori sedli, pretresli, če še imajo oni morda kaj za dodati in potem jaz verjamem, da bomo v sredini marca imeli proračun sprejet, kajti to je tudi pomembno zaradi razpisov, ki se približujejo, oziroma da bomo potem lahko veljavnim proračunom šli nasproti tem razpisom in pa seveda s projekti, ki jih imamo na zalogo pripravljena in da bomo po vzoru morda tega iz poslovne industrijske cone čim večkrat uspešni in da bo potem tudi proračun lahko morda še bolj socialni, kot že itak, kot pravim je. Pred vrati je februar, mesec, ki je pri nas v Sloveniji zelo povezan z kulturo, pa morda kaj občina pripravlja v mesecu februarju na področju kulture? Ja, zdaj, seveda, ne samo mesec februar v občini Beltinci je ogromno dogodkov povezanih s kulturo, kajti ravno na tem področju ali pa še posebej na tem področju smo zelo močni. To je zasluga tako posameznikov kot tudi odličnega delovanja vseh naših društev. In v februarju se bo zgodilo marsikaj zanimivega, predvsem pa bomo tudi, tako kot je v navadi, proslavili državni praznik, letos sicer zamaknjeno na 11. februarja, kajti tako smo se odločili zaradi tega, ker želimo združiti 2-3 zanimiva projekta, ki sta se zgodila tudi ali pa predvsem s pomočjo Beltinčarkov oziroma občanov občine Beltinec in vabljeni že sedaj, seveda 11. v kulturni dom. Bom povedal tako, kaj več od samih dogodkih pa je itak na spletni strani našega Zavoda za turizem, kulturo in šport, zakaj recimo včasih omenjam, da naj se ljudje tam pogledajo. Tam je tudi kaj drugega še zanimivega za pogledati in res odprite spletne strani, spremljajte tudi občinsko glasilo, spremljajte kanal 3, ki ga imamo pri nas v občini in v vseh teh dogodkih se je možno nekako obvestiti in dobiti informacije in verjamem, da boste našli marsikaj, da ne bi, bom prav sedaj morda našteval pa kaj pomembnejšega, kar sam smatram izpustil. Bo se ogromno zanimivega dogajalo, v februarju je tudi pripravljeno eno presenečenje, o tem kaj več pozneje, ko boste videli in verjamem, da bo tudi nekako ta zgodba potem prava, ampak vse ob svojem času bi lahko rekli, ne, in verjamem, da tudi nekako si občanke in občani, pa tudi širša javnost, res na spletni strani, predvsem Zavod za turizem, kulturo in šport lahko ogleda vse naše dogodke, ki bodo sledili tako morda za tem dnem, ampak tudi februarju, marcu in tako naprej. Gospod Marko Virak, župan občine Beltinci, hvala lepa za vaš čas in hvala lepa za zanimivo debato. Hvala lepa in pa lep pozdrav.